Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. Res je, in v najni družbi že naš današnji VIP gost, človek številnih talentov, kvalitet in nazivov. Izhaja iz kmečke delavske družine, ki že od nekdaj živi v starem centru Bleda, njegove korenine pa segajo celo do modre krvi. Bil je poklicni voznik, delavec v tovarni Gorenjka, z veliko željo potem, da postane čarodej. Ja, danes je čarodej, žongler, kmet, fijakar, samostojni podjetnik. Je pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez, nekdanji podžupan in aktualni župan občine Bled. Današnji VIP gost je čarodej in župan Toni Mežan. Točno tako, dobrodošli na Veseljaku. Hvala za povabilo. Ja, pa še rima se, ne? Čarodej in župan Toni Mežan. Ja, res rima in to mi včasih kar prav pride. Ja. Zdaj, če pogledava mi malo nazaj, modre krvi pa še nisva gostila tukaj. Ne, to naj jo pa zdaj res zanima. Midva sva prebrala vse knjige o Toniju Mežanu, vse članke in tam sva zasledila seveda tudi ta podatek. No, zdaj dokazati ne morem, ker če se porežem, je vendarle rdeča kri, ampak v vsakem primeru pa res okrog leta 1580 je bil grajski zakupnik Ivan Josip Plenković na Bledskem gradu. Imel je 4 nezakonske otroke in po enemu smo prišli ti Mežani, ki smo zdaj tudi v vašem studiu. No vidiš, v vsaki stvari je nekaj dobrega, ne? Res je. Je pa v vaši družini tudi fijakarstvo, a ne? Ukvarjate se s konji že od nekdaj. Kaj pomeni biti fijakar? Zagotovo je po eni strani ena velika odgovornost, po drugi strani pa konec koncev tudi čast biti samo eden od nekaj tistih, ki imajo recimo temu to pravico. Seveda včasih je bilo več interesa, da bi vozili kočije, ker je bilo tudi več gostov, ki so nekako to koristili. Bilo je to bolj in ali v trendu, kot se temu reče. No, zdajle pa vztraja še 7-8 fantov na tem področju. Med njimi zdaj jaz ne, ker sem pač trenutno župan in sem svoje vajeti dobesedno predal tudi našemu starejšemu fantu Žanu. Aha. Zdaj, če se res malo tlele ustavimo pri fijakarjih, ni to, kar kupaš šupar, pa 2 konjička, pa dober dan živo, jaz bom tudi tlele vozil z vami, fantje. Ne gre to tako, ne? Zdaj, ta šupar je bolj poribniško verjetno, Mi govorimo o tradicionalni blejski kočiji, ampak ja, res je tako. Seveda te pravice nekako izhajajo iz časa Marije Terezije, vendar dejstvo je, da zdajle so zadeve urejene za občinskimi odloki že kar nekaj let, ne zdaj, ko sem jaz župan, ampak že prej. In v bistvu je postopek precej drugačen, kot bi si morda nekdo želel ali pa zamislil. Aha, zanimivo. Ja. Jaz ne morem biti pač fijakar, ne? Ja, mislim, lahko se fijakaš naokoli, kar že počneš, tam to ni isto, ne? Razen imam pa en dobronameren nasvet, če bi želel postati, treba je dobiti hčerko od enega fijakarja, jo poročiti in potem morda ta pravica celo preide tudi na vas. No, sem rekel, da ne morem biti. To so te plemiške fore, vidiš. Ja, on bi rad imel novo stranko, a ne pač. Verjetno. Ali pa nov gazeta, kaj pa več ne. Nima hčere. Ja. Zelo podobno se dogaja na Bledu tudi s pletnarji, a ne? Pač podobna, ista zgodba, a ne? Podobna zgodba, v bistvu enaka zgodba s tem, da imajo oni celo nekateri vpisano to pravico tudi v zemljiško knjigo, kar pomeni, da je še bolj trdna, še bolj varovana in ja, tudi pri pletnarjih nekako zadeve praviloma prehajajo iz roda v rod ali pa, kot so rekla, preko zetov. Jaz kar nisem mogla verjeti, da se vi pravzaprav ukvarjate tudi s konji, a ne, ker živite praktično v centru Bleda, v središču Bleda. Tam je še zdaj vaša domačija. Kako je to mogoče? Ja, to je mogoče s razvojem kraja, kajti nekoč so bile v naši ulici recimo temu samo kmetije, 5-6 kmetij, kasneje so se pojavile še druge hiše in na koncu seveda so le te prevladale, tudi kakšen hotel in podobno v bližini, ampak seveda dovolj zemljišče tudi v okolici, ker lahko vse skupaj razvijamo. Res pa je, da s tem, ko sem sam prenehal z vožnjo, ni več v hlevu 5-6 konjev, ampak le še nekje 3, kajti vozi tudi moj brat, vozi kot rečeno naš starejši fan Žan in z tega vidika, bom rekel, je tudi manj živali za oskrbovati, ampak dela je pa še zmeraj dovolj. Še vedno kdaj skočite v hlev, ne? Absolutno. Ja, da malo pobožate. Veste kaj, tukaj je Toni Mežan prinesel tudi en kup enih stvari. Smo seveda naprosili, če prinese nekaj predmetov. Jaz sem prinesla knjigo Čarodej Toni, ki sem jo prejela pred 4-5 leti. Udar s posvetilom.
To je knjiga o čarodeju Toniju, a ne? V bistvu in je zdaj županu Toniju. V bistvu v knjigi še ni župana, kajti to je bilo v času covida. Sam sem imel nekako željo, da ko bom enkrat v penziji, napišem svojo življenjsko zgodbo, predvsem zato, ker mi je marsikdo rekel, pa s koliko stvari se ti ukvarjaš, kakšno zanimivo življenje, da je to mogoče malo opiši v kakšni knjigi. No in ko je prišel covid, me je nek večer prijelo, začel sem enostavno samo pisati brez, če bi mi kdo rekel 5 minut prej, ti boš pisal knjigo, bi rekel, da je nekaj, nimam časa. Ampak začelo se je in 23 večerov sem pisal, čez dan sem med covidom marsikaj delal, obnavljal kočijo, belil po stanovanje, hišo in lakiral marsikaj, ampak zvečer sem se pa posvetil knjigi in nastala je, recimo, avtobiografija, kot sem poimenoval, kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika, do takrat podžupana, torej mojih prvih 45 let. Zdaj ste že napisali knjigo, kaj pa bo počel v penziji? Kaj bo počel v penziji? Verjamem, da bo nadgradnja te knjige še kdaj išla. Imam pa napisano že kar nekaj let tudi še eno knjigo. Če ne bi bil župan, bi že bila izdana. Ta pa ne govori o meni, ampak o nekom drugem, pa naj ostane skrivnost o kom. In ko bo dovolj časa in za promocijo in za vse skupaj bo izdana, bila je že v bistvu tudi lektorirana. Skratka, samo še zadnji detajli manjkajo, ampak več o tem čez leta in leta. Takrat jo zagotovo predstavimo tudi na Veseljaku. En kup stvari smo za začetek navrgli, kaj vse se bomo danes pogovarjali, malo bomo brskali po vašem življenju, ki je res bogato in stavim, da prekratko za 1 uro. Ja, moram še kaj reči, ker če bom začela stavek, bo ura pol. Tokratni VIP gost je Toni Mežan. Današnji VIP gost je čarodej in župan Toni Mežan. Ja, res je in to se bo poznalo zdaj tudi po tem, kar je prinesel s seboj iz svoje pisarne, iz svoje domače hiše. Tukaj vidimo eno veliko ogrlico, Toni. Ja, v bistvu insignija županska veriga, ki me kot županska veriga spremlja torej od leta 2022, od meseca decembra, ko sva s bivšim županom predala to verigo. Seveda pa sem podobno nosil že prej od leta 2012 kot pooblaščenec upravne enote za sklepanje zakonskih zvez, pač eno poslanstvo, recimo temu. V to me je pregovoril organizator porok na Bledu, žal že pokojni kolega Istok Oražam, ki pa je rekel, lej, pa mi rabimo enega, ki bo znal kaj povedati, pa dej ti se prijav za tega pooblaščenca. No in jaz sem res poslal neko
ne bom rekel prošnjo, ampak možnost, da sem na voljo, če bi se dalo, da kdaj tudi poročam in po pol leta dobim samo dobesedno termin, kdaj je moja prva poroka. Ja, je to kakšen poseben postopek, da postaneš pooblaščenec? Zdaj nekaj osnovnih zakonskih pogojev je, bolj tistih, da nisi kaznovan, da znaš slovensko, da uživaš ugled v družbi in podobno. To sem nekako ocenil, da izpolnjujem, da imaš nekako dober nastop govora, recimo, da sem tam. No in kasneje, ko sem vprašal, kaj pa kakšno tečaj, uvajanje ali kaj, a ja, še niste bili na nobeni poroki, ja dejte, pejte eno pogledati, pol pa kar začnemo. Ne? Skratka, dobesedno vržen v vodo in moram reči, da ko sem speljal prvo poroko do konca, je prišel do mene ženin oziroma ženinova priča, moški in je rekel, a jaz lahko del vašega govora uporabim pri svojih porokah. Sem rekel, a ste tudi pooblaščenec? Je rekel, ne. Sem rekel, ste matičar? Ne. Ja, kaj pa ste? Je rekel, župnik. Ampak sem rekel, če je pa župniku bilo nekaj iz mojega prvega govora, super, potem pa kar izvolite. Ja, toliko verigi. Mene ne preseneča, ker sem nekje prebrala tudi to, da si želel nekoč zamenjati Mita Trefalta, ne, da si on bil zgled. Recimo temu tako, da ko sem kot otrok spremljal televizijo, itak smo imeli samo prvi program, drugega tako meglinega, da se ni dalo gledati nacionalne televizije, seveda. In ta prvi program je bil obarvan enkrat tedensko ali celo enkrat mesečno občasno z oddajami, katere je vodil Mito Trefalt. In mene je to nekako res privleklo, to je bil moj magnet in rekel sem si, nekoč želim biti takole na odru, zabavati druge in ne glede na to, v kakšnem smislu kot glasbenik, kot nek showmaker, če danes temu tako rečemo. No in na koncu se je išlo, da sem pač postal v prvi vrsti tudi čarodej. Ja, in s seboj ste prinesli tudi tole čarobno palčko, ali kako se reče? Lahneca začarate v kaj? V zajčka, ali kaj bi zdaj? Mislim, da bi bil prevelik zajček, zdaj pa velike noči pa še ni, da bi ga čaral kakšnega velikonočnega zajca, ne zajčka, XXL zajčka. Ampak kakorkoli vzel sem bolj simbolično kot ne tole čarobno palico, sama palica kot palica, ta osebno nima kakšnega hudega pomena. Dejstvo pa je, da me čarobna umetnost, kot temu pravimo, spremlja že skozi skoraj da celo življenje. Nekako leta 1987 sem se dobesedno zastrupil s čarobno umetnostjo, ko sem na blejski kmečki ohceti od takrat trgovca Marjana Drofenika kupil en rekvizit in od takrat naprej, bom rekel, sem noter. Sedaj seveda kot župan malo manj nastopam še vedno, vendar mislim, da je to neka stvar, ki me napolnjuje, ki skrbi za to, da se nafilam, po domače rečeno napolnim in da ostanem mogoče tudi delno v poslu, kajti vemo, politika iz danes na jutri, ko enkrat ne bom več župan, bom pač čaral naprej še bolj. Drugače pa zdravila za to zasvojenost ni, ne, sem slišala. Ja, jaz bi rekel, da ni, razen da stopiš čim večkrat na oder in to daš iz sebe. Predvsem ob dejstvu, da ti tudi potem gledalke in gledalci vračajo to energijo. Jaz včasih pravijo, pa ti je treba nastopati. Nikakor ne. Ampak enostavno ta otroški, večinoma nastopam za otroke, iskren otroški nasmeh, smeh, tisto vreščanje, tisti odzivi, interakcija, tisto je nekaj, kar mi pomeni res največ. No, v nadaljevanju o tem, kako gre županska funkcija skupaj s čarodejstvom, o tem, kako preživlja dneve župan občine Bled doma, kako prenašate svoje gene naprej, vsem tem v nadaljevanju. Tokratni VIP gost je Toni Mežan. Pastir pa zori
mano. Ne bom te pozabil, kjerkoli bi bil, preveč sem lepot, že tvojih nožij. Očaka Triglava, le kdo ne pozna, o jezeru Čolnič se v vetru igra. Ponoči, ko fantič na lestvi stoji, od svojega dekleta več nagelj dobi. Takrat se mu lunca poredno smehlja, a fant si zavriska, ker nagelj ima. Današnji VIP gost je čarodej in župan Toni Mežan. Res je, in prvo vprašanje je, kako gre županska funkcija skupaj z čarodejsko dejavnostjo, oboje namreč upravljate. Ja, zdaj lahko rečem malo šali, da vsak župan mora biti malo čarodej, sicer si ne predstavljam, kako zloži skupaj občinski proračun, sicer pa v sodelovanju oziroma pod pogoji, ki mi jih je določila Komisija za preprečevanje korupcije, lahko delam tudi, se pravi, še moje tisto prvo poslanstvo, torej biti čarodej, sicer pa absolutno večino časa posvečam županski funkciji in včasih celo prav pride, da s kakšno šalo ali čem razbremenim malenkost kakšno ostro vzdušje. Poleg tega pa bom rekel, bom v tej priložnosti še omenil mojo čudovito občinsko ekipo, ki skupaj garamo, delamo in ja, včasih tudi s kakšno neravno čarovnijo, ampak kot sem rekel, s kakšno šalo malenkost razelektrimo na elektreno ozračje. Zdaj, kdaj in kako vas je čarovnija zasvojila, ste že povedali, da leta 87. Kdaj vas je pa zasvojila lokalna politika? Bom začel, kdaj sem se sploh začel zanimati za politiko, nevezano, ker še nisem vedel, da sploh obstajajo lokalna in državna. In sicer skoraj da tam nekje, kajti mogoče kakšno leto kasneje kot čarobna umetnost, kajti imel sem pogosto angine kot otrok. In bil sem doma in zopet gledal tisto, kar je pač bilo na prvem programu televizije Slovenija in bile so tudi politične oddaje. In sem si rekel, pa to bi jaz tudi počel, tudi jaz bi takole razpravljal, tudi jaz bi dal kar del sebe v to. Ampak sem rekel, sej verjetno to je samo za kakšne bolj študirane. Že takrat sem morda vedel, da ne bom ravno najbolj študiran župan v Sloveniji in sem začel nekako brskati v to smer. No, potem pa se je prelomilo, ko je pa kolega od mojega očeta kandidiral za župana, povabil mojega očeta na svojo listo in čez 4 leta je oče rekel, veš kaj, jaz se s tem ne bom ukvarjal, pejte ti na listo. Pa sem pristal na tisti listi, bil 8 let na tej listi, potem pa s svojimi 30 leti ustanovil svojo listo Tonija Mežana, ki je zdaj že 20 let aktivna na Bledu. Se pravi, z 22 leti ste šli v lokalno politiko? Nekaj meseci več, recimo. In s to zdravo pametjo, ki vam zelo prav pride, ne? Zdaj pamet je, če je zdrava, ne vem, ampak upam, da trudim se uporabljati neko kmečko pamet in jaz pravim, velikokrat je potrebno v politiki uporabljati kmečko pamet, seveda upoštevati stroko, upoštevati zdrav razum in ko vse to nekako zmiksaš, potem prideš do neke točke, ko ti srce reče, lej, to je to, glava naj se tega drži in greš po tej poti. Iskren sam do sebe, a ne, in do drugih. Ja, župan Bleda je z nami danes, Toni Mežan, ki je leta in leta tudi čarodej. Lahko eno tako osebno vprašanje, kako so pa doma odreagirali tista leta mladostna, ko je Toni prišel domov, doma kmetijo, konje, veliko dela v delavski družini in prideš pa rečeš, da boš čarodej. No, prvi rekvizit mi je konec koncev kupil oče na kmečki ohciti, kot sem že povedal. In to je bil rekvizit za izdelavo denarja, zdaj seveda, če verjameš. In ko sem nekako bil prepričan, da bom jaz celo življenje lahko samo še tiskal denar in bom od tega živel,
pri tistih otroških letih se to ni šlo, ampak kakorkoli, seveda je bilo malenkost čudno pogledati strani ostalih, kaj pa zdaj, kakšne čarovnije, lepo te prosim. Ampak z leti sem dokazal, da je to moja strast, da to ni samo muha enodnevnica, da sem na konec koncev tudi že usporedno, ko sem hodil v službo v Gorenjko, že marsikaj zaslužil, zraven tudi s to dejavnostjo se je izkazalo, da sem to jaz, da je to del mene in tudi vsi ostali so to sprejeli. In potem je prišel tudi trenutek, ko je bilo tega preveč, da bi človek sploh zmogel, a ne, že pri teh rosnih letih Ja, se iztroši. zgodilo se je pri mojih 23 letih, da sem enostavno bil v redni službi v podjetju Gorenjka, potem sem veliko že nastopal kot čarodej, takrat sem že prevzel tudi od svojega očeta vožnje s kočijo. Poleg tega sem bil še v gledališču Belanskem, torej na Bohinjski Beli, kjer sem igral dve vlogi praktično v igri Tripče do Utolče. In pa poleg tega me je pa vedno privlačil tudi radijski medij, šel sem na audicijo na eno od lokalnih radijskih postaj, bil med 64 izbran med 3, sam sem potem po nekaj mesecih zamenjal svojo pot, ostala dva pa sta, bom rekel, v naslednjih 15-20 letih naredila lepi karieri, eden na radiju, kjer smo pač imeli audicijo, druga pa na nacionalnem radiju. Ja, tudi vi bi, gospod Toni Mežan. Samo ni bil pravi čas za to. No, zdaj pri 50-ih, pri rosnih 50-ih se lahko pohvalite tudi že s tem, da že imate naslednike doma, a ne? Da pridno gre naprej tudi to čarodejstvo, tudi fijakarstvo, ukvarjanje s konji. Ja, vesel sem, da gre nekako tradicija vsega skupaj naprej, čeprav nikoli nisem rekel, oziroma nikoli nisem želel pod mus, da morata delati oba dva, torej Žan in Jan, to, kar počnem jaz. Nekako z vzgledom se je to preneslo in Žan pač je prijel vajeti, vozi kočijo, Jan je tisti, ki med drugim tudi nastopa kot čarodej in vse skupaj gre naprej, korak po koraku. Pa sta se ona dva med sabo že zmenila, kdo bo potem župan? Jaz sem, bom rekel, moja iskrena želja je, da nobeden od njiju, kajti verjamem, da moraš biti za župana poseben karakter. Zdaj sam menim, da sem, za njiju pa sta oba čudoviti osebi, pa vseeno menim, da sta premehka, prelahka v smislu, ki ga lahko razumemo samo župani. No, mi menimo, da bi mogoče pa eden imel ambicije potem, da postane kdaj župan, ker je izjavo za svojega očeta posnel v županski pisarni. Očitno je manjkal župan en dan v pisarni in je tajnica odklenila vrata. Vaš Jan je povedal o svojemu očetu takole. Toni Mežan, oziroma bolj znan kot župan Mežan, pri otrocih pa še bolj znan kot čarodej Toni, je zares ena topla, prijazna in super oseba. Je odličen prijatelj, predvsem pa odličen oče. Res zna v vsaki situaciji videti nekaj pozitivnega in je tudi odličen mentor. Z njim sem hodil kot mali mulc na razne predstave, me je s seboj vzel, da sem mu pomagal, potem sem postal njegov tonski tehnik in kasneje tudi šofer, saj sem pri 16 letih začel že voziti avto z L-tablico. Zelo rad je videl, da sem šel z njim, saj sva se večkrat ostavila na kakšni bencinski črpalki na kavi ali pa kakšni slaščičarni, velikokrat sva šla na pico, tako da je tudi on imel z menoj malo oddiha. Skratka, na teh predstavah sem jaz začutil, kaj je to profesionalni nastop, kaj pomeni biti profesionalen do stranke, do čarovništva in nasplošno, kako izgleda posel čarodeja. On me je seveda s kakšnimi raznimi nasveti to moje znanje še nadgrajeval, vendar včasih sem si mislil, kaj mi to zdaj praviš, jaz mislim, da je drugače, pa sedaj vidim, da je imel skoraj vedno prav. Vsi pravijo, da so si zelo podobna, jaz pa mislim, da je med nama ena zelo velika razlika. On pravi, da se počasi daleč pride, jaz pa pravim, da se hitro šele. Aha, dobro te je, ne? Zdaj bo najprej šla tajnica na zagovor, ker ti sama odprla, pa bomo pa še v družini zrihtali. Kaj pa boste zrihtali? Hecam se. Hvala lepa, tega pa niti podrazno nisem pričakoval. Ja, lej,
Kmalu bodo volitve, torej jeseni lahko tudi podprem njega, če ima tako željo. Jabolko ne pade daleč od hruške. Redko ostanem brez besed, tokrat mislim, da sem. Celo čutim neke kapljice znoja tukaj zadnji, ki še nisem. Potem pa ne glasba govori, pa bomo potem v nadaljevanju poskušali presenetiti še s čim. Sestra brisačo. Tokratni VIP gost je Toni Mežan. Prišla na Bled, boš moja punčka spet, za naju vas bo svet, ko češnju cvet. Na klopco greš sedet in za mano zvezde štet in srčece si gret, ko boš prišla na Bled. Tvoj srček zlat bo delal tik-tak, ko nad vodo poplaval mrak. Ko boš prišla na Bled, boš moja punčka spet, za naju vas bo svet, ko češnju cvet. Prišla na Bled, boš moja punčka spet, za naju vas bo svet, ko češnju cvet. Na klopco greš sedet in z mano zvezde štet in srčece si gret, ko boš prišla na Bled. Tvoj srček zlat bo delal tik-tak, ko nad vodo bo plaval mrak. Ko boš prišla na Bled, boš moja punčka spet, za naju vas bo svet, ko češnjav cvet. Današnji VIP gost je čarodej in župan Toni Mežan. Ja, res je, čarodej in župan Toni Mežan nazadnje ostal brez besed. To se zelo redko zgodi, kaj ne? Praktično nikoli. Če bi bil na občini Bled tako brez besed, Ja, potem bi govorili drugi. tako pa gre še vedno zelo dobro. Ni pa to edina stvar, s čimer se ukvarjate, a ne? Biti župan verjetno vzame kar cel dan, a ne? Ja, Vse se rima kar časa. naenkrat. Ni to Ogromno časa. 8-urni delovnik pravzaprav. Nikakor ni 8-urni delovnik, večinoma sem na občini nekje od 6. ure zjutraj ali pa malo čez ali malo prej, pa velikokrat tudi do poznih večernih ur, seveda pa vmes kakšen dan nekako obrnem ploščo in je kaj drugače. Ja, no zadnjič, ko sem klicala Tonija, je rekel, danes sem pa prost. Imam dopust in sekam drva cel dan. Tako nekako, žagal sem drva, ja, tudi to so opravila, ki jih z veseljem opravim. In jaz razžagam drva s pomočjo mojih domačih, seveda, mama je zadovoljna, ko ima polno drvarnico, oče na toplem in vsi smo veseli. Ja, drugače pa les je ena ljubezen, ne? Vidimo večkrat tudi na kakšni fotografiji, da je bilo kaj čist nemogočega že za popraviti, vsaj na pogled, pa je Toni Mežan to zrihtal tako, da je bilo boljške takrat, ko je bilo novo. Ja, nekako zdaj po izobrazbi, recimo, da sem avtomehanik, vendar tista diagnostika ni nekje moja prva prioriteta, ampak tega dela praktično skoraj nikoli nisem upravljal, me je pa vedno zanimalo nekako popravilo starih stvari in nekako v zadnjih letih me privlači predvsem popravilo kakšnih starih sani, uprežnih starih kočij in podobno. In ja, res je, včasih dobim kaj v roke, kar je praktično samo še za
na odpad, mogoče niti ne za opeč. In na koncu nastane kakšen lep izdelek, na katerega sem pa vesel in ponosen. Vam to rokodelstvo prav pride tudi pri čaranju? Zagotovo. Moram reči, da sem, kar se tiče rokodelstva, zdaj, če govorimo o spretnostih s prsti, mogoče ne najbolj spreten, ko govorimo o manipulacijah, ko je to zvrst čarobne umetnosti, kajti v življenju nikoli nisem imel dovolj časa, da bi se naučil vrhunsko nekih vrhunskih manipulacij. Seveda imam pa druge prednosti, predvsem, ko delam z najmlajšimi pri govoru in pa seveda prednosti imam, kajti znam zapeljati neke zgodbe, tako da jih zanimajo. In ja, roke, spretnosti, to vedno prav pride. No, ste pa eden izmed pobudnikov, da se vsako leto čarodeji tudi dobite skupaj na kupu. Si tam izmenjate kakšne skrivnosti? Zagotovo. Govorimo seveda o kongresu, mednarodnem kongresu čarodejev na Bledu oziroma čarobnih umetnikov. Zadnja leta to organiziramo na Bledu, prej je to gospod Vladimir Mikek, naša legenda, organiziral v Mariboru in zdajle, ko je nekako prepustil zadevo mlajšim, to počnemo na Bledu in ja, seveda, to so seminarji, to so gala-šovi tudi za zunanje in to je dan, ki ga človek, ki je nekje v tej branži, komaj čaka. Ja, čarovniškega prijatelja Vladimirja Mikeka smo tudi poklicali in vprašali, kaj pa kaj on meni o čarodeju Toniju Mežanu. Toni Mežan. Ja, Toni Mežan je eden vidnejših slovenskih čarobnih umetnikov, ki je zelo zgodaj spoznal eno važno resnico, da čarovniški trik ni umetnost. Umetnost je namreč publiko z njim navdušiti, očarati, razpoložiti, nasmejati, peljati v en pravlični svet. In to se pozna potem pri njegovih programih. Pred leti sem imel priložnost videti en njegov nastop za otroke in sem bil navdušujoče presenečen nad njegovo interakcijo z otroci. Tako da je bilo to zelo zanimivo, navdušujoče za mene, je pa tudi zelo dejaven pri organizaciji našega mednarodnega srečanja čarodejev, ki se odvija kot bienale na Bledu. Tako da z moje strani o njem, pa z naše strani tudi o njem, vse naj. Ja, Hvala lepa, Vladimir. krasno, ne? Krasno, ker če te pohvali taka legenda, potem pomeni, da vendarle nekaj delaš prav in dobro in res, hvala lepa. Ja, ker čarodejev zdaj ni na pretek veliko v Sloveniji, takih, ki se s tem ukvarjajo in če ne bi bilo Tonija Mežana, bi se praktično porazgubili med sabo, a ne? No, ne bomo ravno rekli tega, kajti v društvu nas je več in moram tole omeniti zagotovo čarodeja Mareta Čareta, ki je zdajle neki novi Vladimir, če govorimo o motorju tega našega društva. Sam sem bil pa seveda skupaj z Maretom in pa še z parimi kolegi med soustanovitelji in tisti, ki smo začeli z novim društvom čarobnih umetnikov, ki peljemo to naprej in ki skrbimo, da se srečujemo tudi enkrat na mesec skupaj v Ljubljani, potem pa, kot rečeno, mednarodna scena pa seveda na Bledu, kje drugje. Ja, rokohitrec je, a ne? Se vam reče tako po domačem. Tudi večkrat prav pride, a ne? Še eno ljubezen ima Toni Mežan in to so starodobniki, lastniki ene stare lade. Ja, naj povem, da ni tako stara, je mlajša od mene. A res? Ampak kakorkoli, oče jo je kupil, ko je ta lada imela 3 mesece in od takrat naprej je nekje pri hiši. In ko je pred 4 leti oče nekako ni dobil podaljšanega vozniškega izpita iz zdravstvenih razlogov, bilo je ravno na današnji dan, ker tudi danes oče praznuje rojstni dan in vse najboljše. In lahko rečem, da takrat je rekel, pa dej, prodaj jo, na tole nivo. In sem jaz rekel, nikakor, enostavno to je pa pri hiši že kot družinski član. Poskrbel sem za to, da je doživela še eno prenovo, kajti že on je za 2 prenovi vmes poskrbel. In sam jo zdaj nekako čuvam, ampak da ne bom doma jih kaj slišal, bom rekel, Jan je tisti, ki jo večkrat očisti kot pa jaz, torej zasluge tudi Janu. Ker te lade potrebujejo pač nežno roko, kaj ne da? Ja, lade potrebujejo nežno roko, predvsem pa te pa lahko zapeljejo precej grobe terene. No, grobih ali ne grobih terenih, ki nas čakajo na Bledu tudi 9. in 10. maja v nadaljevanju, pa tudi bomo malo pokukali med vaše prijatelje, občinsko upravo, da vidimo, če je vse pripravljeno. Tokratni VIP gost je Toni Mežan.
Današnji VIP gost je čarodej in župan Toni Mežan. Res je, in to župan občine Bled. Počaščeni smo, da si je Toni danes vzel čas, ko ni najbolj bleščeč dan sicer, kar se vremena tiče. Je pa bleščeča zgodba, kar se tiče političnih okolij tam na Bledu. Zelo dobro podporo morate imeti za to, da vozite tako dobro to barko. Veliko zaupanja med vašimi kolegi na občini, strani tudi vašega podžupana seveda. No, absolutno. Jaz mislim, da na občini smo ena čudovita ekipa, ki držimo skupaj, ki trdo garamo, si upam trditi. Seveda, kdo gleda z zunanje strani, veliko krat rečejo, saj nič ne dela in podobno, ampak tudi za nas isto tudi prav. V vsakem primeru pa sem hvaležen za to občinsko ekipo, kot jo imam, hvaležen za direktorico občinske uprave, hvaležen za podžupana, ker smo skupaj ena res, ne znam reči drugače, kot čudovita ekipa, ki gara, ki vstaja zjutraj v nenormalnih urah, pride na občino, sestanke imamo včasih 3., 4. že ob 8. uri, torej ob 6. priti na občino imeti sestanek ni za nikogar od nas nič novega. Ja, in priti na občino dobre volje, ne? Še to. Absolutno. Zdaj, če kdo ne pride dobre volje, že kakšno tako povem, da je dobre volje. Če pride direktorica 5-6 pravi in prihaja sredi do podneva, če pravi 15-6 ali boš kaj spil, pravim, jaz spijem že zjutraj, tako da hvala. Ja, zelo dobro se ujamete tudi s podžupanom Iztokom Peserlom. Je bil pri nas, vemo, da igra tudi harmoniko, ne? In to odlično. Vajina ideja je bila tudi ta projekt, harmonike ob Blejskem jezeru. Ja, leta 2013 smo bili praktično 4, da ne bom zdaj koga izpustil, torej Uroš Ambrožič, Grega Antolin, Iztok Peserl in jaz. Sam sem bil kot podžupan zadolžen tudi za neke nove dogodke in imel sem neko idejo že od leta 1993, ko so harmonike igrale na Pokljuki, tam je bilo srečanje in gor so igralo toček sredi jezera. Jaz sem rekel, pa to paše na Bled. No in na koncu smo nekako speljali prvič tudi s podporo takratnega župana, gospoda Janeza Fajfarja in ekipo Turizma Bled, harmonike v Blejskem jezeru in ta tradicija gre zdaj naprej, torej vesel in hvaležen, da je tako.
No, Iztok Peserelj si je vzel tudi čas za nas, pravzaprav za župana, za svojega župana in o njem tudi spregovoril, se postavil ob Blejsko jezero in izustil kar nekaj modrih besed o županu. Živijo. Danes ne govorim samo o županu. Govorim o človeku, ki ga imam čas poznati tudi, ko ni župan. Takrat, ko kamere ugasnejo in ko funkcije ostanejo nekje ob strani. Toni Mežan je župan Bleda, ampak zame predvsem prijatelj. Tisti pravi, tak, ki zna poslušati, ki pove iskreno in ki vedno stoji za tem, kar reče. Midva sva si v marsičem podobna, naj bo to ljubezen do avtomobilov, do dobrega zvoka ali pa preprosto do stvari, ki morajo štimati. In če že govorimo o tem, Toni je človek, ki zna stvari spraviti v red. Pa naj bo to na občini ali pa kakšne stare vlečne sani, ki jih z veseljem obnavlja. In verjemite, če jih on vzame v roke, bodo na koncu boljše kot nove. Je pa tudi človek, ki zna uživati življenje. Ljubitelj konj, človek narave in roko na srce, tudi človek, ki zna dobro jesti. In to cenim, ker če znaš uživati v preprostih stvareh, potem znaš razumeti tudi ljudi. Kar ga dela posebnega ni samo funkcija, ki jo opravlja, ampak način, kako jo opravlja. Odločno, premišljeno, a vedno s človeškim obrazom. In to danes ni samoumevno. Meni osebno je v veliko čas, da mu lahko stojim ob strani kot podžupan. Ne samo zaradi funkcije, ampak zaradi zaupanja. Zame je Toni predvsem nekdo, na katerega se lahko zaneseš kot župana in še bolj kot prijatelja. In če zaključim čisto preprosto, funkcije pridejo in gredo, ljudje pa ostanejo in Toni je eden tistih, ki ostanejo. Lep pozdrav z Bleda. To je bil podžupan občine Bled, Iztok Peserelj in tole je bil pa kar nagovor. Ja, zato je moj podžupan, ki je tako moder. Iztok, hvala lepa za te besede. Ja, pa še vas skupaj in iskreno ne predstavljam si drugega podžupana z vsem spoštovanjem do vseh ostalih članov moje liste, do vseh ostalih svetnic in svetnikov. Ampak tole ujemanje med nama je res kot dve lego kocki. Gre skupaj, se pogledava, točno veva kaj in kako in to je nek tist timski duh, ko ni treba, da spregovoriš, ko se pogledaš in veš, v katero smer menita oba, da je prav. Dodana vrednost na koncu na teh položajih. Absolutno. No, enako sta se zelo na hitro in takoj strinjala tudi, ko smo nekako prišli do tega, da bi 9. in 10. maja na Bledu priredili Veseljakov vikend. Veseljakov vikend na Bledu. Ja, na Bled bomo šli, se bomo preselili veseljaki tja. Ste rekli, da smo dobrodošli, mi smo pa vzeli to zares. Ja, tako kot je že Antonič rekel, torej moj predhodnik, gospod Jože Antonič, župan, dobrodošli na Bledu v svoji skladbi. Absolutno, veselim se tega vikenda in moj apel je, pridite vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe, ljubitelji slovenske glasbe, ljubitelji Bleda. In vse, kar potrebujete, je dobra volja, pa upoštevajte navodila organizatorja, kje je potrebno parkirati in pa uživajte v glasbi, kajti to bo, verjamem, da en edinstven vikend. Zdaj, prva stvar, ko so naši doma slišali, da bomo oddajali pravzaprav iz vaše pisarne, so rekli, pa koliko vam je pa to dovolil? Poglejte, jaz sem imel prejšnji teden, ko so bile predčasne volitve, tudi poroko v svoji pisarni, kjer je bilo volišče v poročni sobi. In moja pisarna ni nekaj tako svetega, da se nič tam ne bi smelo dogajati. Moja pisarna je sicer lepa, vedno pravim, da je to pisarna z najlepšim razgledom na svetu, ampak po drugi strani pa to vsebino z veseljem delim, ko nekdo potrebuje za kakšen tak projekt, kajti zakaj pa ne, če lahko dam s tem, ko se nekdo preseli, recimo temu za kakšen trenutek v mojo pisarno, dodano vrednost nekemu projektu ali pa nečemu, ja, tudi to je moje poslanstvo. No, se ne bomo preselili samo v županovo pisarno, tisti vikend se bomo preselili praktično na cel Bled, v ledeno dvorano, kjer bomo spremljali, kako se bo pripravljala za naš koncert ob 30. obletnici Veseljaka. Bomo šli malo na obalo, na plažo, da vidimo, kako se pripravljajo drugi ljudje, preverili labode, kako so pletnarje, kako so fijakarje, če so vsi v redu, a ne bomo pregledali tudi zobe konjem. Bomo naredili raport, a ne? Torej bo to en tak
velik inšpekcijski pregled Bleda. Absolutno. Veseljakov inšpekcijski pregled. Brez nekega hudega poročila, ampak verjamem pa, da z eno dobro voljo in vse skupaj se bo potem zaključilo 10. maja v nedeljo, ko pa smo že napovedali, da bo tam res ena velika stvar, ena velika reč, ki jo s podžupanom pripravljate že kar nekaj let. Ja, od leta 2013 vmes je bilo nekaj covida, nekaj, bom rekel, političnega predaha, ko nisem bil podžupan in še nisem bil župan in v tem času se to pač ni dogajalo, ampak kakorkoli štejemo, to je zdaj 10. izvedba harmonike v Blejskem jezeru in jaz sem vesel, da je tako, torej vse harmonikarice in harmonikarje vabim torej zdaj, da pridejo na Bled, da se postavijo ob jezero in skupaj z vsemi ostalimi zaigrajo Otoček sredi jezera, Čebelarja in Golico, kajti to so skladbe, ki zdaj že odmevajo leta in kam drugam pašejo, če pa ne v ta naš prelep ambient. Kaj takrat vzbudi v vas, ko v eno zaigrajo harmonike Otoček sredi jezera? Iskreno in po domače, kocine grejo po koncu. Pa ne samo meni, ko gledam iz odra vse te harmonikarje, ko se trudim posneti, tudi mi grede kakšen posnetek in ko poslušam to in ko gledam ljudi, nekaterim pridejo gledalcem, ki pridejo samo zaradi tega na Bled, solze v oči, nekateri enostavno vidiš, da so v drugem svetu, ko uživajo, ko gledajo to število mladih harmonikarjev, ljudskih godcev. Skratka, tu so otroci, komaj hodijo, pa že vleče na harmoniko. Tu so tisti, ki jim morda celo prinesemo stol, da se lahko usedejo, ker so starejši ob jezero, ker ne morejo stati predolgo. Skratka, za vse je ta dogodek, za študirane glasbenike, za ljudske harmonikarje. Skratka, je nekaj posebnega in mislim, da je ta, si bom dovolil reči, žmoht, težko kje drugje doživeti oziroma reči, da je nekaj temu primerljivo, vsaj iz mojih oči. Ja, prijave so že odprte, a ne, tako da, če greste na našo spletno stran ali na stran občine Bled, Turizma Bled, boste našli prijavnico, se prijavite, pridete na Bled, prijava je brezplačna, pa še dobite malco, predvsem pa doživetje. In če je koga skrbel, kje pa bo tiste 2 dni župan, Toni Mežan, ne greste na dopust, ne? Zagotovo ne, tiste 2 dni sem kuhan in pečen na Bledu, zdaj v nedeljo zagotovo tudi v Narodni noši, kajti to zdaj že nekako prakticiram kot župan ves čas. Seveda v soboto bom pa tudi z veseljem z vami in jaz sem prepričan, da bo to, bom rekel, eden lepših dni v tem letu tudi za mene kot župana. Sej mi bomo pazili na vašo pisarno zagotovo, ker če pa ti župan Bleda preda pisarno, pa je pa to res treba malo si vzeti, ne, kot bi rekel, ja, ni doma. Saj boste pod kamerami. Župan občine Bleda, gospod Toni Mežan, prosimo še za eno uradno povabilo, smo ves čas že ugotavljamo, da imate ta talent, a ne, govora, če lahko 2 poročita in ona to 2 to vzameta resno in za zmeraj potem bomo tudi mi vzeli resno in vsi prišli na Bled. No, potem pa kar takole iskreno na pamet, brez kakšne predpriprave. Spoštovane veseljakinje, spoštovani veseljaki, dobrodošli na Bledu vsak dan, 9. in 10. maja, pa še posebej, kajti takrat se bo dogajalo še več, kot si lahko mislite in predstavljate. Narodno-zabavna glasba je tisto, kar mnogi nosimo v srcu, harmonika je tista, kar nekateri ne znamo igrati, jo z veseljem poslušamo in verjamem, da se nas bo veliko takih zbralo kje drugje ob Blejskem jezeru in slišali bomo Otoček sredi jezera. Dobrodošli na Bledu. Hvala lepa. Amen. To je to. S harmoniko o Blejskem jezeru. Prijave na spletni strani bled.si. Otoček sredi jezera, gori pa cerkvica, na sivi skali grad stoji. Bled soncu v žari, z otoka poje stari zvon. Bim, bam, bim, bam, bim, bom, na Kranjskem lepšega kraja ni. Ej, Bled, prekrasen si. Povem ti staro pravljico, morda ne
gle, najdja na otok gre, ko zvoni stari zadoni, želja se spolni, mogoče pravljica drži, poskusi kdaj še ti. Sredi jezera, gori pa cerkvica, na sivi skali grad stoji, bled soncu v žarico, toka poje stari zvon. Bim, bam, bim, bom, na Kranjskem lepšega kraja ni. Ej, bled, prekrasen si.